natural resources are already stretched to breaking point by population, and yet we have an economic system that encourages to consume more and more. Dober večer. Pozdravljam vse prisotne na tem dogodku, ki poteka v okviru tedna globalnega učenja z namenom, da predstavimo nekatere probleme politike z področja prehranske varnosti in samooskrbe. Uvodni film z naslovom Ekonomija sreče smo si že ogledali. Bi pa zdaj nadaljevali z razpravo oziroma predstavitvijo, ki bomo v obliki vprašanj in odgovorov pač speljali skupaj z našim gostom, ki se bo pa sam predstavil. Ja, lep pozdrav, moje ime je Andrej Gnezda, prihajam iz Monotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, ki je tudi članica koalicije proti tajnim sporazumom. Zakaj je nastala ta koalicija in proti čemu se bori oziroma zakaj se zauzema, pa mislim, da bomo uspeli pojasniti tekom nocojšnje debate. Torej, prva stvar, kar bo nas zanima oziroma bi moralo nas zanimati kot spremljevalce teh dogodkov in hkrati tudi nepoznavalce, to se pravzaprav pogaja v našem imenu in katere so pravzaprav glavne skupine pogajalcev, da sploh vemo, za koga gre. Ja, morda uvodoma. Evropska komisija se trenutno pogaja o sklenitvi trgovinskih sporazumov z ZDA in pa Kanado, pa tudi z preostalimi drugimi državami sveta, ko gre za sporazum TISA in konkretno v Sloveniji pogajanje oziroma Slovenija neposredno ne sodeluje v pogajanjih. Imamo pa predstavnika, ki, bom rekel, zastopa stališča oziroma posreduje naše mnenje v okviru teh pogajanj in sicer gre za gospoda Marjana Hribarja z Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo. Gre pa za zelo obsežne sporazume trgovinske. Prvi je poimenovan TTIP, torej Transatlantic Trading Partnership med Evropsko unijo in pa ZDA. Drugi pa je CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement med Evropsko unijo in pa Kanado. Morda bi pozornost usmerili sploh na drugega, zato ker je čisto iz te perspektive, ker je časovno bližji, namreč njegov sprejem je pričakovan v letu 2015-2016. Na evropski strani pogajanja vodi Evropska komisija. Seznam pogajalcev je sicer javno objavljen, vendar pa zainteresirani deležniki ali pa vsi tisti, ki bi morali sodelovati oziroma biti obveščeni o teh pogajanjih, so izključeni iz teh pogajanj. To je eden ključnih problemov teh pogajanj, če gremo na to, bom rekel, procesno naravo teh sporazumov. Običajno je v takih primerih, da ta pogajanja naj bi potekala v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Vendar v tem primeru temu ni tako. Kolikor vemo, ta pogajanja potekajo izven okvira Svetovne trgovinske organizacije. V čem je pravzaprav ta razlog ali pa, bom rekel, vsebinska odločitev, da pravzaprav ta pogajanja potekajo na čisto neki drugi ravni in čisto v nekem drugem okviru? Do sedaj se je sklepalo sporazume znotraj Svetovne trgovinske organizacije, vendar pa je prišlo do zastoja v zadnjem krogu pogajanj, se pravi pogajanja v Dohi, lahko tudi brez mikrofona, morda ne vem, če ne deluje. Torej, do sedaj je mednarodno trgovino uravnavala Svetovna trgovinska organizacija. Toda zadnji krog pogajanj, ki je bil v Dohi, je prišel do nekega zastoja. Formalna informacija je, da se tu ameriška stran in pa kitajska trendija niso uspeli uskladiti ravno glede področja prehrane oziroma točne
uvoza mesa, zato so ta pogajanja propadla. Gre za eno izmed bolj občutljivih področij v trgovinskih sporazumih in sedaj je tako Evropska unija kot ZDA uporabljajo popolnoma nov pristop. Če je prešlo za neka pogajanja, kjer je sodelovala večina držav ali vsaj večjih ekonomij sveta, sedaj sklepajo neki bilateralni sporazumi, v katerih sodelujejo predvsem tiste države, ki imajo največje deleže v svetovni mednarodni trgovini. Osnovna ideja za tem je, da ko bo, naprimer, konkretno Evropska unija in ZDA sklenila nek sporazum, boste predstavljali dovolj velik trg svetovni, da boste lahko svoja pravila igre, če tako poenostavljeno rečem, usilila tudi vsem ostalim državam sveta, ki prej niso bile pripravljene pristati na ta pravila v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Podobno je s TISA, naprimer, tudi še en zelo pomemben sporazum, sicer storitveni, ki je multilateralen. Tam države članice, ki sodelujejo, predstavljajo približno 70% svetovnega storitvenega trga. Tu se bodo dogovorile za pravila, ki bodo ustrezale njihovim državam oziroma njihovim podjetjem, kasneje pa bodo usilile tudi ta pravila preostalim državam članicam. Torej, kot je razumeti, gre za izogibanje nekaterim oviram, predvsem netarifnim oviram. Kakšen je pravzaprav njihov namen? Zakaj bi te zadeve sploh zmanjševali konkurenco na trgu? Namen teh sporazumov je seveda spodbuditi mednarodno trgovino. In ker so tarife in pa carine, ki so predstavljale morda do sedaj neko oviro v mednarodni trgovini, lahko brez mikrofona ali lahko? No, namen teh sporazumov je odpraviti, se pravi, splošno rečeno ovire trgovini. Delimo jih na dvoje. Prve so netarifne ovire in pa druge so carinske ovire. Ker so carine in pa tarife že sedaj nizke med temi državami, so se lotili predvsem netarifnih ovir. Konkretno pri sporazumu TTIP in CETA bo večina gospodarske rasti izhajala iz odprave teh netarifnih ovir. Netarifne ovire pa so razlike v zakonodajah med Evropo, ZDA in Kanado. Se pravi, konkretno, če imamo v Evropi bistveno bolj regulirano področje gensko spremenjenih organizmov, imajo v ZDA bistveno bolj sproščeno regulacijo, kar se tega tiče. In ker morajo potem podjetja prilagajati standarde tako evropskim zakonom kot ameriškim zakonom, je to za njih neka ovira, oziroma če ustrezajo zahtevam ameriškega trga, ni nujno, da ustrezajo tudi evropskim zahtevam. Sedaj želijo te netarifne ovire odpraviti, se pravi odpraviti te razlike v zakonih in tako olajšati trgovino vsem podjetjem na obeh straneh Atlantika. Toda težava je, da te ovire trgovini, netarifne, tako imenovane, so tu z namenom. Njihov namen je, da varujejo naš javni interes, bodisi na področju prehrane, potrošništva, socialnih, delavskih pravic ali pa nekih okoljskih standardov. Skratka, to niso neke ovire, ki bi bile same sebi namen. So tukaj zato, da ščitijo nas na vseh teh področjih, ki sem jih prej naštel. Torej, kot razumem, pravzaprav glavni namen pogajalcev glede tistih delov sporazumov, ki se nanašajo na prehrano in zdravje, bi bili ravno tile, ko si jih zdaj omenil. Ali so še kakšne druge? Torej, govorim, kar se tiče specifično področja prehrane in zdravja, ne? Konkretno na tem področju je več poglavij je teh sporazumov, ki se dotika področja prehrane in pa zdravja. Med njimi so bistveno poglavje o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih, potem je tu tudi poglavje o javnih naročilih, kjer bo prišlo do neke ovire pri spodbujanju lokalne pridelave oziroma javnih naročil, ki bi spodbujala tako pridelavo. Poglavitno pa je to poglavje o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih. No, bi pa mogoče bilo dobro, da bi te sanitarne in fitosanitarne ukrepe mogoče le malo bolje obrazložili, ker tu govorimo o neki kratici SPS, ne? Mislim, da je to ravno to, ne? Sanitarna in fitosanitarne ukrepe. Tu potem imam naslednje vprašanje.
evropski potrošnik, kaj se bo dogajalo z njim, ali bo bolje zaščiten in informiran od ameriškega. In pravzaprav, kakšne so sploh razlike potrošniškega varstva na področju hrane med Združenimi državami in državami Evropske unije? Poglavje o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih se bo dotikalo področja pridelave in pa tudi predelave prehrane. In tu prihaja do bistvenih razlik med Evropsko unijo in pa ZDA. Ko imamo, če govorimo naprimer o zagotavljanju nekih higienskih osnovnih pogojih pri pridelavi in predelavi prehrane, imamo v Evropi tako imenovani pristop od kmetije do vilice, kjer se skrbi, da se vzdolž celotne verige zagotavlja neke osnovne higienske pogoje in tako pripelje nek varen izdelek, prehrano na naš krožnik. V ZDA recimo je pristop v tem higienskem nadzoru popolnoma drugačen, saj pri njih ni tega pristopa, temveč zagotovijo, da je prehrana higiensko oziroma dezinficirana šele na koncu verige. To je, naprimer, konkretno klorirani piščanci so eno izmed področij, ki se je večkrat vzpostavilo. Gre za to, da v ZDA ravno na podlagi tega principa, kjer na koncu verige šele zagotovijo, da je hrana ustrezno higiensko obdelana oziroma pripravljena, preprosto pomočijo v klorirano raztopino, medtem ko v EU v celotni verigi skrbimo, da ne prihaja do nekih infekcij, razvoja bakterij, česarkoli že, in uporabljamo zgolj vodo za te namene. Torej, če prav razumemo, oziroma če lahko pojasnimo ta pojem risk assessment oziroma postopek ocene tveganj, o tem govorimo, ne? Ja, tudi gre za risk assessment, pa je morda, se pravi, ocena tveganj, je pa področje bolj sistemske narave, podobno kot ta pristop za zagotavljanje higienskih minimumov. In sicer gre za idejo, da lahko na trg plasiramo nek izdelek šele, ko vemo, da je zares varen. To pomeni, da mora biti podvržen določenim raziskavam, analizam, podlage, zaključki teh analiz morajo iti v javno obravnavo, kjer lahko vsi prizadeti deležniki podajo svoje mnenja glede teh rezultatov in tako dalje. V ZDA, naprimer, je njihova ocena tveganj temelji predvsem na tem, oziroma se ubada predvsem s tem, kako bo ta ukrep ali pa ta prepoved vplivala na njihovo trgovino. V Evropski uniji je ta proces popolnoma drugačen, saj te ocene tveganj zajemajo predvsem njihove družbene, socialne ali okoljske vidike, teh morebitne negativne vidike teh produktov ali prehranskih bodisi katerihkoli, ki bi lahko vplivali kakorkoli negativno potem na ostala področja. Torej, v bistvu gre razliko med evropskim in ameriškim načinom, kako se izdela ta cost-benefit analiza. Ja, kot sem dejal, Američani predvsem tu upoštevajo izključno vidike na trgovino, medtem ko Evropa pogleda malo širše in razdela nek koncept in upošteva tudi potencialne negativne vidike na ostalih področjih, ne zgolj trgovinskih ali ekonomskih. Mogoče bi se v sklopu teh razlik dotakali tudi zelo, vsaj v evropskih, politikah in pa tudi javnosti odpor do tako imenovanih genetsko spremenjenih organizmov in pa raznih dodatkov, kar vemo, da tukaj obstajajo neke znatne razlike v standardih in pristopih med Evropo in Združenimi državami. Mogoče bi malo več glede, recimo, genetsko spremenjenih organizmov, kaj se pravzaprav nam želi prodati skozi te sporazume. No, osnovna težava je v tem, da v ZDA, naprimer, gensko spremenjeni organizmi so smatrani kot znatno enakovredni klasičnim. Zato ne potrebujejo nekih obsežnejših dodatnih analiz, preverjanj, preprosto se jih lahko trži skoraj da brez nekih dodatnih preverjanj. V Evropski uniji je zadeva bistveno bolj regulirana in morajo gensko spremenjeni organizmi sprva biti podvrženi obsežnim ocenam nevarnosti, tveganj, obveznim javnim razpravam in šele potem lahko gensko spremenjene organizme tržimo ali uporabljamo v naši prehrani na evropskem trgu. Posledica tega je konkretno, da je v ameriških supermarketih cirka 70% vse prehrane pridelane iz gensko spremenjenih organizmov, medtem ko je v Evropi ta odstotek bistveno nižji.
In sedaj tu obstajajo veliki ameriški interesi, da bi njihova podjetja lahko tržila svoje produkte, ki so iz gensko spremenjenih organizmov tudi na našem trgu. Iz vsega povedanega do sedaj mislim, da izhaja tudi upravičena skrb, kako bo pravzaprav ta trgovinski sporazum vplival tudi na sam sektor pridelave. Ali bo to, kakšne bo to implikacije oziroma posledice imele za same slovenske kmete, ali smo lahko tudi na tem področju zaskrbljeni in če smo zaskrbljeni, kaj sploh lahko storimo? Morda nekoliko široko vprašanje. Potrebno je razumeti, da imajo tako ZDA kot Kanada bistveno bolj ohlapne zakone, ki urejajo področje dobrobiti živali, sonaravnega kmetovanja, skratka teh širših aspektov, zaradi česar dovoljena je tudi uporaba recimo rastnih hormonov in tako dalje v govedoreji, zaradi česar so v stroškovnem smislu bolj konkurenčni od evropskih kmetovalcev. In sedaj se s temi sporazumi, naprimer konkretno sporazum med Evropsko unijo in pa Kanado, dviguje te kvote za uvoz goveda in ostalega mesa na evropski trg, kar pomeni, da bo evropski trg bolj pripravljen z stroškovno konkurenčno ali pa manj kvalitetno in cenovno bolj ugodno prehrano oziroma mesom iz Kanade in pa ZDA. To seveda pomeni pritisk za slovensko pridelavo in govedorejo in ostale pridelovalce mesa, kar bo vodilo v neko znižanje, bistveno znižanje cen, zelo verjetno. Torej, lahko sklepamo, da so ti prostotrgovinski sporazumi pravzaprav grožnja evropski zakonodaji na varne hrane. Zlasti, kar je bilo že povedano, glede dovoljevanja gensko spremenjenih organizmov in hormonov. Konkretno sporazum med Evropsko unijo in Kanado že sedaj jasno zapisuje, tekst je namreč sedaj objavljen, kjer jasno piše, da bodo posebni regulatorni organi določali oziroma da se bo nadaljevala diskusija okoli dovoljenja trženja biotehnoloških produktov, torej gensko spremenjenih organizmov na evropskem trgu in da bodo zaključki teh razprav zavezujoči za države članice. Se pravi, države posamezne tu ne bodo imele možnosti, da bi zakonsko ali kakorkoli drugače omejevale dostop teh organizmov gensko spremenjenih na njihove trge, ne da bi s tem kršile določila teh sporazumov. Torej, v bistvu se mi zdaj že odgovoril tudi na naslednje vprašanje, ki sem nepripravljeno zate. Kaj pravzaprav je sploh alternativa tem sporazumom? Kaj lahko sploh naredimo na evropski ravni, ker točno to, da Slovenija, ukolikor bo to sprejeto na evropski ravni, bo morala vse te sporazume procesirati oziroma jih bo morala ratificirati. Praktično takrat bo že vse prepozno, da karkoli spremenimo. In mislim, da je sedaj še čas, ne vem koliko ga imamo, ker kolikor mi je znano, ta pogajanja so začela julija 2013 in mislim, da je cilj, da bi se ta pogajanja tudi zaključila v letu 2015, se pravi, da v Sloveniji, kot tudi v Evropski uniji, imamo še možnosti, da to ustavimo. Torej, alternativa tu je mogoče zopet neko širše vprašanje, ali globalizacija ali lokalizacija. Mislim, da je film, ki smo se ga prej ogledali, krasno povzel, zakaj odgovor ni v globalizaciji, ampak v razvijanju domačih trgov, spodbujanju domače ekonomije, domačih pridelovalcev, domače potrošnje in kakšne koristi to prinaša in zakaj ta vseobsežna mednarodna trgovina na svetovni ravni ne funkcionira in ima izrazito negativne posledice tako za družbo kot okolje. Mi lahko tu preprosto zavrnemo te sporazume.
Zaenkrat se Republika Slovenija tu še ni javno opredelila, kakšno je njeno stališče do teh sporazumov, je pa morda bolj dolžnost v tem primeru civilne družbe in pa seveda vseh ostalih deležnikov, da poskrbimo za to oziroma izvajamo nek pritisk, ki bo zagotovil, da bodo naši politični predstavniki zastopali interese javnosti oziroma nas v Bruslju. Jaz sem z mojimi vprašanji Andreju zaključil in bi se pač obrnil na malo številni auditorij, ki pa predstavlja večino v tem prostoru trenutku, smo velika večina. Če želi postaviti konkretno vprašanje našemu današnjemu gostu. Ko se pogovarjamo o ceni te hrane iz Avstralije, Amerike in podobnih zadev, da vedno tista zadeva, ki omanjka, so eksternalije. Stroški vsega tega transporta in vsega, mislim, na okolje in podobne zadeve. Zdaj me zanima, je že kdo spisal kakšno zadevo, da bi te stroške vključil v strošek končnega produkta? Je kaj sistematiziranega bil že napisan, da bi probal pa proaktivno spodbuditi to lokalizacijo? V smislu teh sporazumov konkretno? Kontra sporazumom, da bi šlo kontra, da jim pa rečeš, ne, to nas ne zanima, zanima nas pa tole. Nedavno je šla recimo ena zelo kvalitetna strokovna študija, ki jo je pripravil Heronin Tabalo, ki opozarja ravno na to, da te, se pravi, ocene vplivov oziroma impact assessments Evropske komisije ne vključujejo teh eksternih stroškov, ne zgolj na področju prehrane okolja, ampak tudi na področju naprimer delovnih mest, ki bodo izgubljena zaradi teh sporazumov. Tako da te vidiki so, bom rekel, do sedaj bili z vso možno voljo prezrti in mislim, da tudi ni ravno v interesu pogajalcev, da bi izpostavili te dodatne stroške. Skratka, preprosto se jih ignorira. Celo te same študije, ki so pripravljene kot neke ekonomske študije, zaključujejo oziroma prihajajo do ugotovitev, da bo gospodarska rast minimalna. Če gledamo celokupno, recimo sporazum EU-ZDA bo v najboljšem scenariju prinesel 0,5% rasti bruto domačega proizvoda, bruto družbenega proizvoda v 2027. In to je nek podatek, ki ga stalno zanemarjajo. Če pa bi prišteli seveda še vse te eksterne stroške, ki nedvomno bodo nastali zaradi teh sporazumov, lahko brez dvoma zaključimo, da bodo ekonomski učinki negativni. Vendar pa je mogoče to tudi pomembno, da celotna ideja teh sporazumov je zopet neka redistribucija sredstev, se pravi od javnega k zasebnemu. In tudi tu, če ilustriram, avstrijska študija, ki zelo dobro izračunava, naprimer konkretno ravno to, kar ste omenili, stroške prekvalificiranja delovne sile, ki bo izgubila delovna mesta zaradi teh sporazumov, ocenjuje te stroške na povprečno 3 do 6 milijard evrov na letni ravni. Ampak te stroške bodo nosili nacionalni proračuni in pa evropska sredstva. Teh stroškov ne bodo krili neke privatne entitete. Privatne entitete bojo zgolj služile te dobičke oziroma žele dobičke teh sporazumov. Imamo neko koalicijo proti tajnim sporazumom, ampak zdaj smo pač proti, ampak mogoče ne bi dobili boljšo pogajalsko izhodišče, da rečemo, ne da smo sami proti, tole je pa alternativni model razvoja. Mislim, če rečemo tako, kle se z nas zgodi, vi ste, da takole, kakor pač je, mi bi radi take spremembe, bomo najdeli mi nekje vmes. Če pa ti greš na kontrapol, pa rečeš, ne, mi smo pa damo, dajmo še v transportne stroške, to pa to ukalkulirati, da kar naenkrat to, ne vem, maslo iz, kje so že rekli, iz Avstralije in podobno, ne bo več tako blazno poceni, ker bo še vse ostalo not vključeno. In boš ugotovil, da po teh pravilih bilo lokalno najcenejše, ker je to nekako logično. Ampak gled, to bo bolj vprašanje za opozicijo, ne za te, ki to pač delajo. Ampak če smo sami se zdaj združujemo, ne mi pa tega ne bi, kar vi delate, je po moje smiselno, da bi se nekako globalno organizirali v tej smeri. Pa delati alternativni model razvoja in reči, da imaš takoj kontraargumente. Če si sam na statusu quo, da ustrajaš, bodo rekli, kaj je vse tako perfektno zdaj, kakor je, ali kako. V tem smislu, če se že kaj dogaja, ali se bo kaj dogajalo v tej smeri. Gre za res strokovno znanje in tu je vprašanje, ali imamo dovolj, če smo se dovolj povezali z eksperti, ki bi bili pripravljeni. Mislim, da je ta študija, ki sem jo omenil, ki izračunava te gospodarske koristi oziroma zaključuje, da bodo te negativne, je dober korak v tej smeri. Poleg tega ta študija tudi opozarja ravno na te eksterne stroške. Razviti nek
alternativni gospodarski model razvoja. Mislim, da so to zaenkrat žal še bolj te, če tako rečem, grassroots iniciative, kot so te, ki smo jih videli v filmu. In se bojim, da na tej točki še niso dovolj povezane ali pa močne, niti kadrovsko, niti v strokovnem smislu, da bi lahko zelo jasno in tudi konec koncev medijsko ali pa javno postavile te svoje poglede in jih utemeljile uspešno. Skratka, gre za to, ali so mediji tudi pripravljeni prisluhniti, borimo se le proti velikim igralcem. Torej, če ima še kdo kakšno vprašanje, če ne imam jaz še eno konec, bi vseeno te prosil, mogoče da se osvetli vprašanje, kaj se bo zgodilo jutri. Se pravi, vemo, da obstaja koalicija proti trgovinskim sporazumom, vemo, da neke začetne aktivnosti so bile sprožene z protestnim shodom na Prešernovem trgu, ki je potekal v začetku meseca. Kakšni bodo naslednji koraki oziroma kako naj bi ta koalicija pravzaprav sploh probala zanimirati čim širši krog državljanov, da bi potem seveda tudi preko nekega pritiska civilne družbe, pa mogoče celo enega dela politike, dosegli, da se ti sporazumi pravzaprav ustavijo. Seveda, ne samo, da bi to bila aktivnost v Sloveniji, ampak v celotni Evropski uniji. Na evropski ravni ali pa celo na transatlantski ravni že prihaja do povezovanj organizacij, tu so že kar močne povezave in tudi v Sloveniji so se nedavno pričele, kot ste omenili, nastala je koalicija proti tajnim sporazumom, ki sedaj združuje tako politične stranke, kot sindikate, kot nevladne organizacije, kot tudi vstajniška gibanja. Skratka, gre za res široko platformo, ki ravno priča o tem, kako vseobsežni so te sporazumi oziroma koliko aspektov našega vsakdana bodo pokrili. Koalicija si bo v bodoče prizadevala za to, da dobro predstavi to tematiko v slovenskem javnem prostoru, tako medijskem kot splošnem, zato ker je bila do zdaj relativno prezrta ali slabo zastopana. In seveda, da pripravi neke konkretna strokovna izhodišča, na podlagi katerih bo lahko tudi vodila neko, bom rekel, javno razpravo na potrebni ravni. In seveda na podlagi te tudi pozvala naše politične predstavnike, da skupaj z javnostjo in vsemi deležniki pripravi, bom rekel, nek širši družbeni konsenz oziroma stališče do teh sporazumov, ki ga bodo potem ti politiki tudi jasno predstavili oziroma zastopali v Bruslju. Konec koncev so izvoljeni za to, da zastopajo naše interese. Prav, s tem bi hvala za pojasnile in odgovore. Mislim, da je to samo en korak k temu, da bomo to aktivnost spremljali in se tudi priključili k posameznim akcijam. Bi pa bilo dobro, če lahko dam namig za konec, da bi v to koalicijo pridobili tudi nekatere etablirane strukture v naši državi, kot je Kmetijsko-gozdarska zbornica, kot so razne združenja kmetov, mogoče tudi živilsko-predelovalne industrije, da bi pravzaprav zanimirali tudi te strukture, ki pravzaprav bodo s temi sporazumi največ zgubili. Tako da mislim, da tukaj mogoče kot eno tak namig ne bi ostalo tudi na tako razmišljanje. Absolutno, naj si pogledajo in preberejo, da bodo vedeli, kaj jih čaka. Hvala lepa obiskovalcem in se vidimo naslednjič. Ja.